Ljudje ob meji so na različne načine povezani. Bodisi sorodstveno, nekateri so celo dvolastniki, nekateri odhajajo na delo čez mejo. Zato je pomembno, da so ti ljudje tudi, da jih Evropa podpira takšno sodelovanje in zato namenja tudi določena sredstva. Za medregionalno sodelovanje tudi na tem območju je nekaj takih projektov, zato da se ljudje povežejo, medsebojno spoznajo in na ta način se celotna Evropa povezuje. Izmenjujejo tudi izkušnje, prirejajo skupne kulturne prireditve. Skratka, to mejno območje je tisto, ki nudi ogromno možnosti za evropsko razmišljanje. Kaj ti se ne meni z mano? Pa tak ni problema. Res je. Veš kaj? Zdaj pa že nehaj živeti življenje čez ekran. Pa kaj je s tabo? Zunaj je svet, ki ti omogoča, da si lahko vse, kar želiš. Toliko možnosti, kot jih imate danes mladi. Nismo mi nikoli imeli. Res? Res? Te pa mi daj vsaj en primer. Enega samo, lahko bi mi dala malo boljši izziv. Ti vedno samo nekaj govoriš, ampak ničesar ne moš dejansko dokazati. Kak ti naj kadarkoli kaj dokažem, če si enostavno vsega naveličana? Kak? Ko sem jaz bila v tvojih letih, ko sem jaz bila toliko stara kot ti, hvala Bogu, ni bilo vsega tega. Ker sem v mladosti živela v teh krajih, namreč v bližnji Zgornji Velki, kjer je moja domača vas, smo pogosto odhajali tudi čez mejo v Avstrijo. Moj prvi spomin na mejo seže v prvi razred. Takrat smo namreč šli peš na šolski izlet do mosta na Muri in smo smeli do polovice mosta, celo z eno nogo celo čez v Avstrijo. In takrat smo spoznavali, da meja med Slovenijo in Avstrijo je torej reka Mura, da potrebujemo dokumente in tako naprej. Seveda kasneje sem velikokrat šla starši čez mejo, imeli smo malo obmejne prepustnice in te prepustnice so nam omogočale, da smo lahko določeni material ali pa kar smo tam kupili, vozili čez mejo. V tistem času v Sloveniji ni bilo dovolj gradbenega materiala, še posebej je primanjkoval cement. In na eno to malo obmejno prepustnico mislim, da je bilo možno peljati 5 vreč cementa. Včasih smo zbrali po vasi te prepustnice, naložili poln traktor, poln voz cementa in ga tako pripeljali doma in doma v lastni režiji seveda gradili. Takrat so ljudje sicer imeli prost prehod, pa vendarle pod določenimi pogoji. S prepustnicami je bilo dovoljenega tudi malo več in tudi Trate je bil malo obmejni prehod. Pogosto smo nakupovali v Avstriji, mnogi so tudi odhajali na začasno delo, bodisi tedensko, bodisi na sezonska dela v kmetijstvu in podobno. Mi smo imeli tudi sorodnike v Avstriji, ki so prihajali k nam, velikokrat po dobre marelice in domače pridelke, izdelke. Nekateri so bili celo dvolastniki in so pogosto prihajali v Slovenijo. Zelo radi so prihajali po naše domače dobrote, tudi po vino in podobno. Ja, mi je opet s tem teže. Glej, če že visiš na telefonu non-stop, ga vse uporabi sebi v prid. V Evropi živiš, draga moja. In vse meje imaš odprte, da greš resnično za tem, kaj si sama želiš. Ja, samo za vse rajiš denar. Ti pa me glih ne reš sponzorirati, ali? Dobro, res je, da te ne morem sponzorirati, ampak sploh veš, koliko podpore se ti nude. Če imaš take dobre ideje, ker ti pa jih imaš, ne? Ljubica, včasih si non-stop govorila o tem, kaj boš ti, kako bo spremenila svet. Zdaj pa ni drugo kot to, da je svet spremenil tebe. Pa kaj bi ti rada od mene? Ljubica, da se prebudiš, da nisi skozi na telefonu za brez veze, ker poglej samo to, kaj ti nudi Evropska unija od razpisov do izmenjav, do vsega, kaj ti srce poželi.
V kateri trgovini to najdem, ali pa mogoče kje na ulici zastojn v kakem smetnjaki, ker nihče tega ni hotel. Nehi že nekaj na pamet robiti. Na pamet robiti? Okej. Ljubica zlata, od tebe je odvisno. Prosim te, nehaj iskati krivca povsod drugje, zato da se tebi nič ne zgodi in da ti nišče ne pomaga, ni kriv svet za to, ampak tvoj lasten odsev v ogledalo. Projekti, na katerih je mogoče koristiti evropska sredstva za razvoj v lokalnih skupnostih, so zelo pomembni. Mislim, da je to ena dodatna spodbuda našemu proračunu, da pač zagotovimo del evropskih sredstev, del pa iz lastnega proračuna in s tem izpeljamo določene projekte. Mi smo se kot občine povezali tudi preko razvojne agencije z sosednjimi državami, tako z Avstrijo, Madžarsko kot tudi z Hrvaško in speljali določene projekte v tej finančni perspektivi in to je za nas velikega pomena. Velikega pomena tudi za promocijo naših lokalnih skupnosti in seveda za promocijo posameznikov, kateri so sodelovali in sodelujejo v teh projektih. Res misliš, da imam dobre ideje? Če ne bi tako mislila, ne bi tako govorila. Ubija me, ker vidim, da ne narediš nič in imaš ves svet v sebi, ki bi bil drugim zelo zanimiv. Če pa ne, kako se naj lotim česarkoli. Glej, osredotoči se na to, kar te zanima in tako dolgo vztraja, da to realiziraš. Samo kako naj začnem? Začni uporabljati telefon v svojo korist. Evropske meje so v zdravih časih odprte, tega se največkrat niti ne zavedamo, da je včasih bilo drugače. Imamo isto denarno valuto, vse je laže, tudi ljudje odhajajo študirati, še posebej mladi, lahko drugam po celi Evropi. Skratka, Evropska unija nas je povezala in nam nudi ogromno možnosti za povezovanje in sodelovanje na različnih področjih. Ja? Hej, kaj delaš? Kaj te res zanima, kaj delam? Veda, veš, da me zanima. Pa razmišljala sem, kaj smo se prej pogovarjale, pa bi rada prijavila ta projekt. Super. Kaj pa je to sploh za en projekt? Pa ti si v bistvu dala pobudo, mislim, rada bi se malo odvadila, da sem toliko na telefonu.